me veseli, da smo 17. septembra uspeli ob 6. uri res otvoriti hišo. Da ne boste mislili, da sem bil slučajno sam pri tej stvari, bi rad prav takoj povabil k sebi tisti del ekipe, ki je bil res v zadnjih 2 mesecih zelo prisoten pri tej zadevi. In to je sigurno Patrik Kresojevič, Taj Prijon, Patrica Valentinuci, Neja Klemenčič, Blaž Pavšič, Edvin ni bil prisoten, je bil v Ameriki. Ampak vseeno ne pride sem tudi Edvin, Svit Trkman. Jaz upam, da nisem še koga. Neja Klemenčič, manjka. To je ekipa, ki je sodelovala pri tem projektu, samo mene so porinili, da vam moram te reči povedati. Hvala vsem unim, ki ste nam priskočili na pomoč, tako na finančen, kot na vsak drugačen način. Vsa podjetja, ki so se na to odzvala, ne na zadnje mestni občini Nova Gorica, ki je sploh prisluhnila našemu projektu in nam dala finance, da smo postavili te 4 kontejnerje. Sponzorjem itak, sponzori so tudi noter napisani. Podjetja so sodelovali na različne načine. Euroinvest je na vse zadnje postavil temelje, ker če ne, ta stvar ne bi sploh stala. Drugi sponzori so pomagali pri eksperimentih, tako da se vsem iz srca zahvaljujem. Po tem kratkem uvodu, ki ga bo dopolnila še gospa Darinka Kozinc, bi vas povabil, da gremo vsi skupaj noter. Jaz si bom preoblekel majico v e-hišnik in vam bom razložil, oziroma z mojo ekipo vam bomo razložili vsak eksperiment posebej. Ja, kar izvolite. Tudi predstavniki mestne občine. Še nekaj, en aplavz še našemu šefu posebej. Hvala lepa za besedo. Jaz bi gospodu, oziroma ne bom rekla gospodu, ampak Manojloviću resnično čestitala. Še zlasti sem ponosna, ker je bil tudi dijak in kasneje tudi študent tehničnega šolskega centra. In se je že tam izkazal z, kako bi rekla, z določenimi nagnjenji k eksperimentiranju in pa seveda raziskovanju vsega novega. Rada bi pozdravila v tej sredini gospoda svetnika Arčona, potem gospoda Špacapana kot direktorja Regijske razvojne agencije, ravnatelje osnovnih šol, nekatere profesorje fizike in matematike in pa seveda vse prisotne in pa najbolj naj velja pozdrav mestne občine Nova Gorica, torej vsem tistim mladim zagnanim, ki so uspeli postaviti na Mostovni to hišo eksperimentom. Vesela sem, da smo lahko na mestni občini tudi prispevali. Slišala sem, da cirka 25.000 evrov za postavitev teh že prej omenjenih kontejnerjev. Mostovna mogoče je imela kako bi rekla, v sovkanski krajevni skupnosti oziroma v Sovkanu včasih nekoliko slab pridih. In v času, ko sem bila predsednica krajevne skupnosti, naj povem, da smo uspeli se z njimi dogovoriti in parkrat dobiti, torej tudi spoznati njihov program. In moram reči, da sem bila zelo navdušena nad mlado energijo, nad ustvarjalnostjo, ki se je že takrat kazala. In moram reči, da so tudi zelo radi sodelovali ob krajevnem prazniku Sovkana, s tem, da so seveda v tisti segment praznovanja ponudili svoj del. Tudi za tisto sodelovanje bi se jim rada seveda zahvalila. Da pa ne bi rada preveč dolgo vezila. Prej sem v ravnateljskih vrtah slišala, da je to ena zelo dragocena pridobitev za naše najmlajše zlasti, ki bodo skozi zanimive eksperimente, zanimivo igro, zanimive iluzije, ki se ustvarjajo, najbrž spoznavali področje tako tehnike, tako teh zanimivih eksperimentalnih metod, ki do zdaj tega v Novi Gorici ni bilo. Vemo, da smo zato hodili v Ljubljano, pa tudi zato smo se morali seveda ekstra pripraviti, telefonirati, urediti, pa tudi recimo zaželene niso bile ravno velike skupine. Pripričana sem, da glede na to, da je ta hiša eksperimentov oziroma temelji hiše eksperimentov, kajti pripričana sem, da se bo nadaljevala še v višino, gotovo bo prispevala torej tudi k marsikomu od mladih učencev in učenk, pa tudi dijakov, da se bojo lažje odločali za tehniko, za tehniške poklice, ki nam v mestni občini še kako primanjkujejo. Skratka, naj vsi skupaj zaželimo vsem mladim zagnancem, da bi veselo in
kako bi rekla, uspešno dograjevali to hišo eksperimentov, da bi imeli veliko obiska in pa seveda njihovo tako zvano e-hišniško opravilo naj bi jim bilo v veselje. Iskrene čestitke in srečno naprej eksperimenti v svet eksperimentov. Vabim vas, da se nam pridružite zdaj na ogledu hiše oziroma na malo posebni zakuski, bolj zdravi, kakor ste vajeni ponavadi, tako da se kar veselo lahko posladkate s sadjem. Hvala lepa. Hvala. Seveda, kaj smo pecali. Kako še se razložiti? Ne vem, točno. Tudi igrače imajo. Evo kamera naredi bi povedal. Evo ga, mama že vse zna. Bravo, kaj ti gori. Hvala. Dobar si, a zdaj si pa pomagal. Prav izgleda, ja. Skoraj, ja. Dobila, yes. Ne vem, ma sem tebe. Dva mora iti. Čekaj. To je ena od rešitev. To se vidi, ne? Je pa še papir šel zraven? Ja, je zložen tam je malo. Taka mehka torta je to, ne? Ja, mehka, tako da hitro pojejte. Kdo je prvi na vrsti? Mala spackana, kdo ima res spackano torto? Evo ga, broj. Evo ga, ta je pa že boljša, ne? Res je, res je. Se bom dala, kar podbavaš, ja? Ja. Evo ga.